prvenstvom v slalomu in sprintu na divjih vodah, ki bo v Franciji, v Poju. Za nekaj vodnih besed bi prosila predsednika Kajakaške zveze Andreja Ribiča, mogoče da pospremi številčno ekipo na pot. Hvala. Ja, kaj ne rečem? Najprej ti še enkrat čestitu za uspehe na svetovnem prvenstvu, ki so res vrhunski in lepi. Upam, da bo ekipa tako uspešna tudi na svetovnem prvenstvu in jim želim veliko sreče in da se potem spet čutimo v takem slogu začutimo sezono, ki je bila zelo fantastična lepa. Dobre. Hvala. Dobrovica. Jernej, kot vidimo, številčne ekipe pred svetovnim prvenstvom že dolgo ni bilo lepo podajo starši in slalomisti. Skupno prvenstvo, kdo vse odhaja, kakšni so recimo splošni cilji slovenske ekipe, ki odhajajo v Francijo? Ja, res je, letos ekipa precej večja. Vemo, je tukaj svetovno prvenstvo v slalomu, svetovno prvenstvo v sprintu na divjih vodah in še dodatna kategorija, se pravi ekstremni slalom, ki bo tudi letos prvič na svetovnem prvenstvu. Zato je tudi ekipa številčna. Večini so tekmovalci, ki so že celo sezono nastopali v svetovnem pokalu, v slalomu v spustu. Mislim, da je ekipa pripravljena, kar tudi kažejo rezultati zadnjih tekmov svetovnega pokala. Slalomu, tudi ekipa Spust je pokazala že na evropskem prvenstvu, in potem v svetovnem pokalu, da so fanti vrhunsko pripravljeni, tako da odhajamo optimistični na svetovno prvenstvo. Naštejem celo ekipo, verjetno vse imate predvetno podatke, se pravi v slalomu, s Svetom Kauzerjem, Žanjem Šef in Martin Srebotnik, ki so vsi trije, mislim, pokazali zelo dobro formo v svetovnem pokalu, temi kanovisti, na čelu s Čenanim Samškom, Luko Božičem in Andresom Verčičem. Tudi mislim, da so zadovoljni v nastopu v svetovnem pokalu, saj večina, nekateri še kažejo, da jim forma raste, tako da upam, da bojo na svetovnem prvenstvu pokazali tisto pravo. Potem pri puncah prvenstva kot v kajaku je tle Urša Dragar in Eva Tršer in Ajda Vlak. Tudi te punce so že letos pokazali, da so v vrhunski formi na posameznih tekmah kot moštveno na evropskem prvenstvu, ki so zmagali. Potem tudi še punce v kanuju, Nina Bizjak in Alja Kozorok, tudi kažejo v letošnji sezoni dober napredek z uvrstitvijo v finale Alje na zadnji tekmi svetovnega pokala in Nina Bizjak konstantno še kar napreduje in upamo, da bodo tudi one pokazali njihov maksimum na svetovnem prvenstvu. Potem je tukaj še kategorija ekstremnega slaloma, kjer bomo sploh biti tudi Marušič pri kajakaših in Ajda Novak pri kajakašicah. Zdaj imamo kakšnih velikih izkušenj v letošnjem letu, da sicer stopala vse v Grgelu, ampak bomo videli, kako bo na svetovnem prvenstvu, upamo, da bo šlo tudi temu redu. Potem je Spust ekipa kajakašov, kjer nastopajo 4 tekmovalci v Spustu. Nek Žnidašič, Vite Beljak, Simon Oven in Živ Rankar. So vsi 4 dokazali, da letos da lahko dosegajo po najvišjih rezultatih. Tako da upam, da bo tudi oni pokazali njihov optimum na tekmi, tako da mislim, da vse njih, da ne bi bilo optimum
že v soboto 23. z otvoritvijo, ampak potem prve tekme bodo na sporedu šele v torek. Tako da bom zdaj predala besedo še glavnim akterjem svetovnega prvenstva. Bi začela kar s tabo, Benjamin. Zadnjo tekmo si končal na največji stopnički. Verjetno si si mislil končno v letošnji sezoni, smo si bil zraven. Nazadnje je le zletel. Koliko ti ta zmaga recimo v pripravi na svetovno prvenstvo zdaj pomeni? Ja, lepo sem zaključil svetovni pokal, tako kot sem si pred svetovnimi pokali zaželil. Šlo je vse lepo, na zadnji tekmi pa pač še pika mi postavil, tako da sem lepo zaključil in grem nekako s pozitiva zdaj na svetovno prvenstvo. Vidim, da sem dobro pripravljen in upam, da mi bo pač tudi na svetovno prvenstvo tako da bo šlo tukaj v zadnji sezoni. Alja, slišali smo letos, si priveslala do finala v Ivreji. Je to nekak cilj tudi za nastop na svetovnem prvenstvu? Ja, to je moje prvo svetovno člansko prvenstvo in me je kar malo strah, kaj se bo dogajalo in kako mi bo šlo. Jaz upam, da bom prikazala čim lepše vožnje in pol bo prišel tudi dober rezultat. Še malo žešalo, malo za res, koliko kratkih, koliko dolgih kompletov si spakirala, kakšne pogoje pričakuješ v hoju? 2 kratka, 2 dolga je v planu, ampak po mojem pa treba že kakšnega ekstra dolgega. V bistvu me zanima, zdaj leto začnete z ekipnimi tekmami svetovno prvenstvo, kar je drugače kot sicer. Je to recimo prednost, da že malo dolgo ne treniraš ali slabost? Ja, pa vem, bomo videli. Mislim, da ni slaba ideja. Ponavadi, ko se zaključijo velite individualne vožnje, se ti včasih zdi malo odvečne še moštva, tako da mislim, da je opcija, sploh potem, ko imajo vsi z enakimi pogoji, enako kratka vozijo progo. Enake možnosti. Peter, so tisti v Španiji zmago dosegel, vemo, da ti zelo leži, kako je v boju, proga je tudi kar divja, so kakšne res take pasti, na katere moraš biti pozoren na tej progi? Pa ne, jaz mislim tudi v boju leži, tako da tudi tam sem že dvakrat zmagal na tekmi svetovnega pokala. Všeč mi je tam nastati, zato ker zgornji del lahko čovno spustiš, ne rabiš tudi veslati in v bistvu sam ritem ujameš dol čez valove in v bistvu dosti lahko moči pošpara za spodnji del, kjer se pa pač ponavadi odloča tekma in že to mi čakam to tekmo, zato ker ponavadi tam vrtja, ker mi tako fajn malo preveč veslano, že na trening in moram malo brzati, ampak bomo videli, smo že letos ne bom tako. Ne vem, kako si športnimi stavami, če bi ti recimo kdo rekel, koga uvrščaš v ožji krog favoritov za stopničke zdaj v polju v kajaku? Jaz mislim, da ne vem, vrh v kajaku se širi in na koncu pač tisti, ko bomo v finalu, bomo vsi sposobni zmagati ali pa vse kolajno osvojiti. In mene sam to veseli, da po to letih še zmeraj stvaram na ta ožji krog favoritov in to delam, zato treniram in poleg tega, da še uživam in na koncu bomo pa videli. Se pravim, tako kot do zdaj, ne vem, vse odorgelo take vožnje, pa tako neknap, pač se nimaš kaj očitati, če sem zadovoljen z vožnjo, pa če bo pač kjer boljši in spoštovanjem in iskreno čestitev, če bo pač ne tako bolj za mene. Hvala. No, v ožjem krogu favoritov ne bodo samo naši slalomisti, tudi sportaši sodijo v svetovni vrh. Med njimi je Anže Urankar, ki je letos dobil kolajne in na prvenstvih članskih in med mlajšimi člani. To zdaj pomeni nekako recimo predpojem, da te štejejo enega glavnih favoritov za kolajno, ali kako ti to sprejemaš v novo? Ne vem, jaz s tem več nam pomenjujem, in zdaj sam da je vožnje poznati Na tej progi ste imeli že lani svetovni pokal, kako ti ustreza, kako je? Ja, v bistvu leta sem bil dvakrat na pripravah, pač proga mi kar ustreza, sam je pa proga se zelo spreminja in lahko imaš boljšo vodo, lahko pa slabša, tako da smo se prilagodili, ni bil fair proga. Hvala. Si za razliko od mlajših sotekmovalcev si imel kar dolg premor po koncu svetovnega pokala. Kaj si v
tudi, da bosta letos prvič na veliki tekmi v dvojcu nastopila Luka Žanjar in Peter Cinderšič. Luka, koliko sta sploh imela časa trenirati skupaj, glede na to, da sta oba tudi druge stvari v življenju začela početi, da kajak ni prva stvar? Ja, vesla nisva zdaj, mislim, definitivno bi mogla veliko več veselati, da bi rekla, da sta lahko tako dobra, kot so recimo v sezoni 2014-2015. Ampak, mislim, srečno imamo to, da nekako malo veliko izkušnjo veslana sva, ta proga je taka, da pač rabiš biti veslar, ne moč se rabiš imeti, ampak da tudi neizkušnja je veliko narediti, pa tja, kot ste ti nam zdaj rekla, pač malo bolj sreče, ko je nažalost najtežji program, ki je primer za to spustil, najtežji za to na njej. Pa do cilja finale, mislim, da bi mogli osmo vsaj zvožnjo, ko se pokazala, da pa se finale vsaj napovedna. Tako se zbudi, kaj se šteje, pač pa napovedima, se je veliko prednost pred nami, zato ker ima veliko več zvožnjo. Povedano, konstant, to je problem. Hvala. V nedeljo bo v Polju tudi svetovno prvenstvo v ekstremnem slalomu, kot je že Jernej prej omenil, sta že na zadnji tekmi svetovnega pokala tekmovala Ajda Novak in Vid Kudar-Marušič. Vid, to je zelo podobno smučarskemu krosu, kjer Visar tekmuje. Kakšna je taktika, recimo, v kajakaškem ekstremnem slalomu? Ne vem, prav posebne taktike ni razen to, da se moraš čim bolj